Dobrodošli v cvetnem oraklju. Kaj je zdaj ta cvetni orakelj? Pravzaprav, ko sem ga naredila, meni je bilo tako jasno, da se mi ni zdelo nič posebenega. Ugotavljam pa, da ko me sprašujete, ko me pokličete, kaj zdaj to je, Manca, kaj je ta cvetni orakelj, kaj bomo od tega imeli, zakaj bi sploh prišel na cvetni orakelj ali pa prišla na cvetni orakelj, sem se odločila, da vam kar posnamem ta odgovor. In sicer, to je cvetni orakelj. To so stekleničke z cvetnimi esencami. Vsaka steklenička, recimo tole je cvetna esenca pasijonke, ima, tudi zadaj napisano, zadaj so, v bistvu so brezbarvne, ker esence so brezbarvne, ker je alkohol in voda. Spredaj je pa nalepka te rožice, vse tele slikce, vse tele nalepke so bile slikane oziroma fotografirane dejansko takrat, ko sem esenco delala, ker jaz, ko grem delati esence, imam vse za esence sabo, pa še vse za pofotkati, pa tako naprej, zato da ujamem tudi energijo tiste rastline tam, tisti dan, tisti čas, vse tisto, kar je pač povezano z nastankom posamezne esence, in zato sem jih tudi potem te slikce sama oblikovala, pri nekaterih sem začutila, da je treba barve spremeniti, tako v glavnem, tako da imajo zdaj neko sprednjo podobo, ki je namenjena vašemu zaznavanju, temu čist vidnemu. Dejansko, kar se pa zgodi, je pa, ljudje večinoma smo v mentalu. To sami veste, da mental dela, da dela, da je težko, in tudi, ko rečete, joj, meni misli skozi laufajo, sploh ne vem, ne slišim svoje intuicije. Cvetni orakelj vam omogoči, da v bistvu izklopite ta zato ker ko pogledate, še malce se nagnem, ko stojite pred temi stekleničkami, s toliko enimi slikcami, s toliko enimi rožicami, v bistvu si s tem nima kaj pomagati. Ja, saj so rožice, ne prepoznaje, ne to, ampak nič ne ve, kaj naj s tem naredi. In v bistvu takrat se, dajmo reči to narekovaju, umakne, in ko vi izbirate po intuiciji, ker ne morete drugače. Izbirate v skladu s tem, kar je vaš višji jaz ocenil, da potrebujete. Se pravi, tisto vibracijo od vseh teh, tisto vibracijo, tisto informacijo, tisto frekvenco, ki jo v tistem trenutku rabite, avtomatsko potegnete ven, ker vi potegnete ven, to, se pravi, stekleničko potegnete ven, jo date na stran, potegnete jih kar nekaj, in na podlagi tega, kar ste potegnili ven, kar ste izbrali po intuiciji, po nareku višjega jaza, tudi če se vi tega zavestno ne zavedate, jaz naredim interpretacijo. Se pravi, kaj pa zdaj to pomeni, kaj pa je zdaj ta vibracija, kaj pa je zdaj ta frekvenca. In ko jaz povem, čemu je ta esenca namenjena oziroma zakaj je, vi to prepoznate v svojem življenju. Rečete, ja, saj s tem se ukvarjam, ja, saj to je moj problem, ja, saj to je to. Tudi če ne veste, kaj je vaš problem, vam vaš višji jaz na ta način sporoči, to je tvoj problem, tlele je pa rešitev. In ko na koncu iz vseh teh stekleničk, ki ste jih potegnili ven intuitivno, naredim še individualno mešanico, ki jo odnesete domov in z njo delate še cel mesec, se te energije začnejo razpletati, se začnejo mehčati, se začnejo transformirati, in na ta način, ker veste tudi zavestno, kaj delate, ker se o tem pogovarjamo na samem srečanju cvetnega oraklja, greste zavestno skozi proces in ga razrešite. In največkrat je to dokončno, zato ker ste zavestno naredili tisto, kar je potrebno v tistem trenutku. Tako da, za cvetni orakelj se lahko odločite, kadar ne veste, kam bi radi, kadar ne veste, kaj bi sploh, kadar ne čutite sebe, kadar ne čutite svoje intuicije, kadar ste zmedeni, kadar vam nič več ni jasen,
ali pa takrat, ko enostavno rečete, ok, vem, da sem zdaj na začetku nekega novega obdobja, grem naprej in rabim neko podporo, pa ne vem točno kaj. Tako da zato sem tudi rekla cvetni orakelj, ker vam na nek način pokaže, kam energije peljejo, kam vas v bistvu vleče, kam je tista prava smer, ki je strani vašega višjega jaza oziroma vaše intuicije podana, kam to vse skupaj pelje. Zdaj, ali vam pri tem pomagajo še vaši angeli, vaše duhovno vodstvo, kakorkoli, ali pa enostavno samo vaše nezavedno, odvisno od tega, kaj sploh priznavate, niti ni toliko zelo pomembno. Pomembno je, da se izkaže, da so esence, ki jih izberete, da so te stekleničke, te rožce, ki jih ven potegnete, vedno ta prave, vedno smiselne in vam povejo vašo zgodbo. In najlepše je, da tudi tisti, ki ne želite razpredati o svojih problemih, mi ne rabite povedati popolnoma nič o svojem problemu, tako da jaz ne rabim niti vedeti, kaj je vaš problem, enostavno vi samo potegnete ven, jaz povem, kaj stekleničke so in vi sami veste, kaj to pri vas pomeni. Tako da je cvetni orakelj dejansko nekaj, kar mnogim, ne glede na to, kaj se vam dogaja, lahko pride prav v smislu tega, da dobite natanko tisto, kar vaš nezavedni vaša intuicija, vaš višji jaz oceni, da je v tistem trenutku prav, pravilno in natanko za vas. Tako da vabljeni, da pridete, da izkusite to, da se prepustite tej intuitivni odločitvi in da vam to pomaga potem tudi predelati, spremeniti, transformirati tisto, kar je pač potrebno. Dobrodošli! Čau, čau!